Ja, hvala lepa, prav lep pozdrav, spoštovana novinarka, novinarji. V teh vročih dneh nam vlada kuha še bolj vroče dni, tudi ne samo na državni ravni, ne samo na gospodarstvu, ampak tudi v lokalni samoupravi. Nova, tako kot smo napisali za tiskovno konferenco, nova vladna razvojna zavora, nova vladna razvojna bremza, če hočete po štajersko, in to je zdaj očitno tako, kot je imel Golobič novo vladno paradigmo pri Pahorju, pri predsedniku vlade in tej vladi, se temu reče očitno kontroliran prehod v predčasne volitve z bremzo na gospodarstvo, s tem, kar je pravzaprav predlagal z tem rebalansom. No pa gremo po vrsti, kaj in kako si je zamislil to vladno bremzo vlada in seveda gospod Pahor. V zdajšnjem rebalansu proračuna za 2011 imamo 233 milijonov evrov. Z novim predlogom jih imamo 183 milijonov evrov, kar pomeni, da samo lokalni samoupravi jemlje 50 milijonov evrov. 50 milijonov. Kje pa jim jemlje? Na 21. in 23. členu. Kaj sta pa 21. in 23. člen zakona o financiranju občin? Govorita pa o sredstvih za sofinanciranje investicij. Zdaj jaz vas sprašujem, mi smo danes 20. julija. A mislite, da so občine tudi tako nesposobne, kot je vladna ekipa, da bi 20. junija razmišljale o razpisih za investicije? 90% občin ima danes že podpisane pogodbe z izvajalci, celo več, že delajo, izvajajo. In z rebalansom vzeti denar za investicije, potem je približno tak, kot če bi rekel, da greš na maraton, pa si eno večer prej, ne vem, zlomiš nogo. Ne gre. Torej, na maraton ne moreš iti. Torej, 50 milijonov je vzel to v celoti, ne, rebalans predvideva 370 milijonov minusa. Kje je še vzel? Veste kje? Tam, kje niti dol ni. Torej, tam, kjer dobimo iz evropske blagajne, torej sredstva, ki jih dobimo iz Bruslja v državni proračun, ampak kaj moramo narediti? Ja, ne moramo jih porabiti za socialo, ampak za nova delovna mesta, za gospodarski razcvet in za razvoj regionalizacije, skladnega regionalnega razvoja. To pomeni jemlje na evropskih sredstvih dodatnih 200 milijonov, še nekaj čez. Iz 1 milijarde znižuje na 800 milijonov. Torej, od 370 milijonov, ki jih je vzel, vzame 250 milijonov in sicer lokalne samoupravi, in to izključno investicija, in drugih 200 milijonov lokalne samoupravi in gospodarstvo. Torej, to, kar je namenjeno za investicije. No in četrti dokument, ki smo ga dobili včeraj občine, si vi predstavljate, da lahko nek direktor direktorata pošle občinam dopis in pove, da bo proračun zmanjšal, denar bomo vam dali tole kopijo, torej, da v proračunu ne bo denarja po 23. členu, da bo denar zagotovljen marca, drugo leto in tako dalje. Direktor direktorata, kaj smo že prišli na ta nivo, da direktori direktorata sprejemajo proračune? Niti vlada še ga ni sprejela, niti vlada. Seveda, jaz sem prepričan, da ga državni zbor ne bo sprejel. Vse poslanci Slovenske ljudske stranke za tole
vladno razvojno bremzo ne bomo glasovali. Ne? Torej, ukinjanje parlamenta na ta način, ukinjanje, ne, mislim, to pa je zavrženo dejanje. In mislim, tu se človek tudi mora vprašati, ne, kakšne so to načela, kakšne so to vrednote, kako se lahko eden od uradnikov to privošči in v vednost seveda ministru, kako to sploh lahko gre iz urada. Ne. No in glejte, mi dobimo dopis na občine, da ne bo denarja. Nekaj mesec dni nazaj, 2 meseca nazaj smo pa sprejeli v tem državnem zboru in zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Veste, kaj piše v 6. členu? V 6. členu tega zakona piše, da če je plačnik javni organ, torej občina, je dolžan plačati rok, torej ne sme biti daljši od 30 dni. Torej, rok ne sme biti daljši, ti imaš podpisane pogodbe, izvajaš, ne samo, da so podpisane pogodbe, da bi jo sedaj prekinil, kar se tudi ne da, ne? Izvedel si dela. Kaj zdaj naj izvajalec gre še enkrat, tiste asfalt gor potrga, pa si ga zamleje, pa si ga domov odpelje, ali kaj? Mislim, popolnoma zavrženo dejanje strani vlade in seveda kontroliran prehod torej po Pahorjevem, ker si očitno na socialnem področju kupuje tega pol leta pred volitvami. No in mi smo se sicer že včeraj odzvali z izjavo v zvezi z imenovanjem državnega sekretarja in koriščenje evropskih sredstev. Gospe in gospodje, tu je katastrofa. Do 31. maja letošnjega leta smo pokoristili 33,6%, tisto, kar bi moralo biti 100%. Torej, za obdobje od 2007 do 2011 smo izkoristili samo 33%. Če vam povem v številkah, je to 900 milijonov, smo izkoristili, lahko pa bi izkoristili 3,2 milijarde. S tem, da ti podatki, ki so v teh tabelah, so jih začeli prikazovati skupaj z državnim deležem. Namreč mi imamo na razpravo 4,2, ne 4,8. Razlika od 4,2 do 4,8 je 600 milijonov, moram torej sami zagotoviti. Ne? In seveda to ni problem, da ne bi zagotovili svojega deleža občine. Edino in kje so izkoriščena sredstva, torej z 5 razpisi, to je na regionalnem razvoju, to je, hvala Bogu, Žagarjevemu delu, ministru, ki je vedel, kaj je delo v prejšnji vladi. Ne? Edino tam. Veste, da v 3 letih so ti spravili skozi en razpis. Kje je 6. razpis? Obljubljen je bil maja letošnjega leta. Danes smo 20. julija in ga ni. Seveda ga ni, če so sedaj tudi črtali sredstva iz proračuna koriščenja evropskih sredstev. Skratka, če remiziram, naredim povzetek, bi lahko rekel tako ne. Z takšnim vladno bremzo pravzaprav ukinja vso zakonodajo. Ne velja ne zakon o financiranju občin, ne velja zakon o lokalni samoupravi, skratka nič več ne velja. Torej, če ukinjamo zakonodajo, potem pravzaprav ne rabimo druga več kot samo še zakon o izvrševanju proračuna. Samo enega, nič več. In zdaj bo seveda, boste me verjetno vprašali, ne, kaj bi pa vi naredili v tem primeru, ne, kako pa bi se vi lotili tega, če denarja ni. Ne. Prvič, definitivno nikoli nikdar ne bi šli ukinjati sredstev na področju investicij. In nikoli in nikdar na področju tam, kjer denar dobiš od mame iz Brusla. Nikoli. To pomeni, kaj pa bi ukinili?
Ja, od 20 ustanovljenih agencij, ne, ki so jih v tem mandatu ustanovili in dodatno zaposlili, ne vem, preko, ne bom rekel vseh 3000 v javni upravi, zato ker so se nekateri zaposlili zaradi tega, ker so vrtci in tako dalje in tako dalje. Ne bom rekel tega, ampak po teh agencijah pa ja. Torej, tu imajo seveda veliko rezerv in tega očitno ni potrebno. Ker z tem, veste, s tem ukinjamo mi cirka 300 do 400 projektov na evropski, mislim, na slovenski celotni ravni. 300 do 400 projektov. Se spomnite, v prejšnjem mandatu, ko je bil Žagar minister, takrat je on celo eno agencijo ukinil na Ministrstvu za lokalno samoupravo. In seveda, več je teh agencij, bolj se stvari pač prepletajo, zapletajo in od tega ni nič. Ali drugače, takšni način dela pravzaprav postavlja občine v funkcijo občine, ki bodo začeli služiti samo transferje. Zato pa občin ne rabimo. Torej, plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne, denar nakazani iz proračuna na občine za plačevanje, ne vem, šol, nekih materialnih stroškov, potem vrtce in tako dalje in tako dalje. Tega pa potem ne rabimo. Čeprav je dokazano, da 1 evro denarja na občinah pomeni 3 evre, torej se oplemeniti, ker zgrajena cesta, kilometr ceste preko projektov lokalne samouprave ali pa preko države je 3-krat cenejša. 3-krat cenejša. In seveda s tem posredno sedaj uničujejo, ne samo zaradi tega, da so velika podjetja propadla, ampak sedaj tudi ti manjši projekti, ki so po lokalni skupnosti tekli, torej propadajo tisti, ki imajo 2-3 zaposlene električarje, recimo, eden pa 2 zaposlena in tako dalje, manjše, nobene velike firme, zidar z 4-5 delavci in tako dalje. Vse to propada, vse to bo propadlo. Drugi val očitno uničenja našega gospodarstva prihaja. In potem se seveda postavi vprašanje, kdo pa bo naslednjo leto dajal v blagajno, da bomo imeli za socialo, za zdravstvo, za pokojninsko blagajno in tako dalje in tako dalje. Gospodu predsedniku vlade in tej vladi sporočamo s Slovenske ljudske stranke, da smo proti njegovi vladni razvojni vzpodbudi. Ja. No, ker sem včeraj sicer se odzval, tudi bi mogoče samo stavek ali dva rekel o tem, kako je vlada, predsednik vlade imenoval državnega sekretarja v nasprotju z zakonodajo. In seveda, če je to naredil, bi moral najprej spremeniti zakon o vladi. Prvič, drugič. Zakaj je to naredil? Zato, ker bi poslanci, ne glede na to, ali smo opoziciji ali opoziciji, novemu, ki je pač vodil ta resor, postavili seveda vprašanje, relevantna tako na ta 21. člen, koričenja evropskih sredstev in tako dalje. Ampak gledajte, kaj nam je s tem naredil. Porezal nam je obe dve roki, ker mu ne moramo postavljati niti poslanskega vprašanja. Državnemu sekretarju ne. Torej samo ministrom se postavljajo poslanska vprašanja, ne pa državnemu sekretarju. In torej, samo očitno ta vlada si lahko pač privošči, da so neki njihovi odloki nad zakonom, torej tudi vlada se obnaša